Sedaj, ker je vlažna zemlja, imamo tudi nekaj blata, lahko najdemo tudi kakšno sled različnih divjih živali. Zato bodita pozorna, mogoče bosta kje našla lahko kakšno sled. Tukaj je ena. No, super, evo, pa smo jo našli, a ne? Tako je pa ta sled. No, tukaj bomo zdaj poskušali določiti to sled. Vam bom jaz dal ene pripomočke, vsak mu eno slikco. Hvala, hvala. Takole. In zdaj lahko pogledamo, kdo je tukaj pustil sled. Zdaj, če vzameta tole knjigico, boste našla eno slikco noter, ki bo zelo podobna tejle. Pa poskušajte prelistati. Ali tale? No, pa poglejmo, tale je dovolj podobna. Ja. In zdaj lahko ugotovimo, da je ta sled čigava, glede na sliko. Od medveda, tako. A take stopinje velikrat najdete? Ja, lahko, zato ker se nahajamo v osrednjem območju medveda, kjer je medved vsakodnevno prisoten. Tako da tukaj hodi, lahko rečemo, vsak dan. A tukaj velikrat vidite medveda? Videti ga je bistveno težje, zaradi tega, ker medved prej nas začuti, zavoha, zasliši in se ponovadi tudi človeku zelo hitro umakne. Lahko se potuhne blizu nas opazuje, mi pa njega ne vidimo. A iz stopinje lahko zveste tudi približno, koliko medved tehta, pa koliko je velik? Iz same stopinje lahko približno ocenimo velikost medveda in sicer si lahko zopet pomagamo z metrom, zmerimo širino prve šape in vsak centimeter pomeni približno 10 kg, kar pomeni, da imamo tukaj širino približno 13 cm, kar pomeni nekje okrog 120 do 140 kg bi bil težak medved, kar pomeni, da je ta medved že odrasel medved v odraščanju. Tako, zdaj pa lahko gremo še naprej pogledati, če bomo našli še kakšno sled. Gremo kar naprej. Si našel rog od jelena. Zakaj pa je ta jelen sploh odvrgel rogovje? Ti jeleni vsi odvržejo rogovje, ker je rogovje kostna tvorba, je iz kosti in vsako leto zraste novo, namreč služimo kot obramba in kot pripomoček pri medsebojnih bojih. In če bi se poškodoval, naprimer zlomil rog, in če mu ne bi mogel zrasti nov, bi bil brez svojega orodja, če tako rečemo. Lahko si tudi pogledate, koliko je težak, če boste videli, kako to izgleda. Wow. Zdaj pa si predstavljate, da moraš dva taka na glavi nositi. No, sedaj smo pa prišli do sovnice. Tukaj vidimo en primer sovnice, kamor lovci pokladamo sol, torej damo sol, da se počasi cedi navzdol in tukaj lahko divjad potem liže to sol, ki je stopljena skupaj z vodo. No, Hana, pa bomo nasula malo soli. Tukaj vzemi en pest soli, ker smo malo manjša, se tele postaviti, pa te bom jaz dvignil do sovnice. Zakaj pa damo glih sol? Za živali je pomembno, da dobijo določene minerale. In sol nudi nekaj mineralov, ki jih nadomestimo, torej z dodajanjem. Namreč človek je z različnimi ukrepi v okolju spremenil določene travnike tudi do take mere, da ne nudijo več take paše oziroma take prehranske zmožnosti za divjad, da bi vse pridobila iz paše. A ni tako, da lovci tudi ubijate živali? Lovci živali tudi odstrelimo, torej uplenimo. S tem, bomo rekli, uravnavamo določeno številčnost pri divjadi, ki je v gozdu. Če ne odstrelimo oziroma ne izvzamemo določene kvote živali, torej ne odstrelimo, se pojavijo potem bolezni. In potem divjad pogine zaradi bolezni. Streljate pa najbrž iz preže, a ne? Različno. En del lova je tudi iz preže in si bomo šli lahko na eno prežo pogledati, kako to recimo izgleda.